Če želiš živeti življenje uspeha, potem moraš biti toliko iskren sam s sabo, da si jasno poveš, kaj si želiš. Danes se bomo pogovarjali o uspehu v življenju, o korakih, ki nas pripeljejo do tja, in o vseh teh stvarih, ki nas ustavljajo in kako jih premostiti. Nadangel Uriel je tisti, ki nam pomaga priti do točke A, do točke B in C in D in tako naprej. On je tisti, ki nas v bistvu navdahne z energijo kreativnosti, aktivnosti, nam da motivacijo, da se v bistvu premaknemo iz enega mesta na drugo mesto in nam tudi vedno prinese zelo dobre rešitve. Recimo za otročke je Uriel ful dober, takrat, kadar morajo v šoli kaj pripraviti, kakšen kreativno stvar narisati ali pa napisati pri kakšnih esejih ali pa ko iščejo v bistvu več kreativnosti in za spomin, je Uriel ful dober. Za nas, ki smo malo bolj odrasli, kadar recimo imaš nek problem in bi ga rad rešil na nek kreativen način, takrat povabi Nadangela Uriela in ga samo prosi, da ti prinese ideje, najboljše razrešitve in v bistvu kreativne rešitve na tvoj problem, ki ga imaš, ne? Ker včasih se mi tako zabašamo v nek problem in sploh ne vidimo kako ven, kaj narediti, kako ven. In v bistvu takrat samo pomisli Nadangel Uriel, prinesi mi informacije, prinesi mi ideje in on te bo vedno spodbudil naprej. Tudi v poslu, v delu, ko boš imel kakšno situacijo, v kateri boš rabo biti kreativen, evo, samo pokliči ga in v bistvu Nadangel Uriel je tak izjemno aktiven, jasen, hiter, njegova energija je taka izjemno dinamična, a ne? Tako da to je tisto, kar nam v bistvu Nadangel Uriel prinaša in jaz ga imam ful rada in ga vedno, ko pripravljam razne programe za vas, tudi ko sem ustvarjala ta meditacijski izziv, pa kadarkoli v bistvu karkoli ustvarjam, vedno njega povabim, zato ker mi potem pomaga, da sem ful bolj pretočna in da ful boljše ideje v bistvu dam od sebe. Ko sem klepetala danes z Nadangelom Urielom na to temo, v bistvu uspeh v življenju, naslednji korak, mi je v bistvu povedal, da je ful pomembno, da spoznamo te 3 najpomembnejše točke, prvi 3 koraki, ki jih potrebujemo pokljukati, zato da se postavimo na pot uspeha. Mogoče te korake že poznaš, mogoče jih še ne poznaš, ali pa boš danes na njih pogledal iz drugega zornega kota. Ampak je res ful pomembno, da se zavedamo, da to ni samo vezano na službo, to ni vezano samo na kreativnost v delu ali pa uspeh v delu. Te koraki so v bistvu za uspeh na vseh področjih življenja, a ne? Tudi v odnosih, tudi ko želimo, da bi bilo naše telo bolj zdravo, pa ne veš, kako se lotiti tega, a ne? V bistvu te koraki nam pomagajo vedno, ko smo v življenju, v želji, da bi bili bolj uspešni na danem področju. No in prvi korak, kaj je tisto, zdaj me v mislih, kje želiš ti narediti en korak? Lahko je to partnerstvo, lahko je to služba, karkoli. Daj si v svoje misli za to, da boš lahko te korake čim prej apliciral in si z njimi čim bolj pomagal. Pejte v svojo situacijo, zamisli si situacijo in prva stvar, ki jo vedno potrebujemo definirati, je, česa si zares želimo. Se pravi, ne glede na to, proti kateri stvari hodiš, lahko je to, želim zamenjati službo. Ni dovolj, da rečeš, želim zamenjati službo. Moraš definirati, kaj je tisto, kar si ti zares želiš. Recimo, da sam pri sebi ti postane jasno, jaz želim delati v takšnem in takšnem okolju, ki podpira dobro voljo, kjer je veliko prijetnih ljudi, kjer se dobro počutam, v službi, v kateri bom lahko kreativen, izrazil sebe, tralalala. Se pravi, čim bolj natančno moraš opisati, kaj je v bistvu tisti cilj, proti kateremu ti hodiš, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker če mi ne vemo, kaj je naša končna točka, mi do nje ne moramo priti. To je tako, kakor če bi rekel, ja, grem na počitnice. Ampak kam greš na počitnice? Ker če ne boš zdaj povedal, kam greš,
ne boš vedel, ali moraš zaviti na avtocesto proti morju, ali moraš zaviti na avtocesto proti goram. Ne? Se pravi, mi velikrat preveč v zraku pustimo to, kar si želimo, ne zdefiniramo si, kaj si zares želimo, in ker si ne zdefiniramo, ne moramo se premakniti naprej. In potem rečeš, joj, se nikamor ne premakne. Ja, seveda, se še nisi postavil svoje koordinat, nisi še postavil svoje zaključne točke. In ko tukaj govorim, da si moraš zelo jasno zastaviti, kaj si želiš, recimo, jaz, ko sem se odločila, da bom odprla svojo spletno šolo, jaz sem si točno zastavila, v bistvu, kaj jaz želim s to spletno šolo narediti. In sem rekla, ok, jaz želim ustvariti spletno šolo, zaradi tega, ker je veliko ljudi, ki si želi moje jasnosti in mi sledi in so vse povsod, po celi Sloveniji, tudi po tujini, in jaz želim doseči ljudi, ne glede na to, kje je kdo doma. Se pravi, to bo šola, ki bo preko spleta. Zdaj ti razlagam moj proces, zato da boš ti lahko na svojega povezal. Ok, sem rekla, kaj želim v tej spletni šoli dati? Ok, jaz želim v tej spletni šoli ljudem pomagati, da dobijo jasnost, vsa ta zavest, ki jo jaz kanaliziram, ki jo moji duhovni vodniki meni predajajo in jo jaz predajam mojim udeležencem na dogodkih in nam vsem spreminja življenje na bolje. Jaz želim, da to čim več ljudi ve in želim predajati konkretne korake, kako ljudje pridejo do uspeha v življenju, želim jih učiti, kako zvišajo svojo vibracijo in ohranjajo svojo vibracijo močno, zato ker vem, da ste vsi ful senzitivni in energijsko pretočni in včasih mogoče ne znamo najbolj s tem upravljati in želim v bistvu, da imate jasnost, kako biti v življenju uspešni, hkrati pa da imate jasnost, kako skrbeti za sebe, da se dobro počutite in želim predajati ne samo zavest o življenju in modrosti, ki jih jaz imam, jaz želim ljudi tudi naučiti, da se sami povezujejo z duhovnimi vodniki, da imajo sami odnos z duhovnim svetom in si v bistvu s tem duhovnim svetom pomagajo. Ok, in tralalala. In tako sem jaz točno nastavila, kaj jaz želim s to spletno šolo. In ko sem imela, in sem rekla, ok, jaz želim, da se srečujemo prek spleta v živo, zato da lahko odgovarjam na vprašanja. Aha, jaz želim, da imamo vsak mesec meditacije in posnetke, ki nas dvigujejo. Ok, se pravi, jaz sem zelo jasno definirala, kaj jaz želim ljudem dati. Se pravi, kaj jaz želim vam dati. In ko sem imela jaz jasno sliko, kaj jaz želim dati in komu jaz želim to dati, kateri osebi je to namenjeno in kako se jaz želim ob tem počutiti in kaj želim, da ta spletna šola v vašem življenju ustvari, sem imela cel seznam že tega, kaj ta šola je. In ker sem toliko natančno definirala, kaj je tisto, kar jaz želim doseči, zato ker sem imela to prvo točko pokljukano, so se lahko drugi koraki začeli odvijati. Se pravi, prva stvar je zelo pomembna, jasna definicija. Mogoče, recimo, če si želiš partnerja, ne boš šel v definicijo, mora imeti modre oči, mora biti blond, mora imeti, ne vem, toliko velik, mora imeti takšno službo. Ne, tukaj se ne gre za to, gre se za občutke. Gre se za to, kako se ti želiš v odnosu počutiti, oziroma kakšen želiš, da je partnerski odnos do tebe. Ker jaz, ko sem šla definirati, kaj želim, da je moja spletna šola, jaz nisem rekla, kakšna želim, da je spletna stran od šole, jaz se nisem ukvarjala s formo, jaz sem se ukvarjala z vsebino, kaj želim, da je vsebina spletne šole. In ne glede na to, kaj je tisto, kar si ti želiš, lahko je to menjava službe in če ti ni jasno, kaj je tista služba? Mogoče je pri tebi to problem, ker si želiš spremembo, pa ne veš, katera služba bi bila zate primerna. Ni panike, pa napiši in določi, kaj želiš početi, v smislu, kako želiš sebe izraziti, kako se želiš tam počutiti, kako želiš, da te to okolje podpira. Se pravi, vse, kar veš zdaj v tem trenutku, napiši. Se pravi, ful je pomembno, da imamo jasnost, kaj si želimo, zaradi tega, da vemo, kaj je naš cilj, proti kateremu hodimo. Zagotovo se bo na poti, ko bomo hodili proti temu cilju, še kakšna stvar spremenila. Ampak ne moreš zaštartati potovanja, če ne veš, kam greš. In zato je to najbolj pomembno, da veš, kaj je tisti cilj, proti kateremu hodiš. Se pravi, to je prvi korak. Ja, Vanja, točno to. Se pravi, da definiraš,
kako se želiš v odnosu počutiti, kakšna ženska želiš biti v tem odnosu, kako želiš, da ta moški do tebe, kakšen želiš, da on do tebe je, a ne to, da v bistvu definiraš. Se pravi, prvi korak je jasnost, kaj si želim. Tudi če so fizične stvari, recimo, če bi šel rad letos na počitnice, pa se kar ne lotaš, ker sploh ne veš, kje bi začel. Začni pri tem, da definiraš, kakšnih počitnic si letos želiš. A si želiš letos počitnice, ki bodo aktivne, ki bodo športne, v kateri boš bil aktiven na tak način, ali si želiš ležerne počitnice, v kateri boš počival, se sprostil, nič počel, da bodo drugi zate kuhali. Dejansko je ful pomembno, da ne glede na to, proti kateremu cilju hodimo, da imamo mi v prvem koraku jasnost, kaj je ta cilj. Zdaj, včasih mi rečete, joj Tjaša, jaz pa ne vem, kaj si želim. Jaz vam tega ne verjamem, ker če rečeš, da si ne veš, kaj si želiš, pomeni samo, da si nisi vzel časa, da bi povedal sam sebi in si iskreno priznal, kaj si želiš. Ne? Ker včasih si želimo stvari, pa se nam zdijo nedosegljive in potem se kar skrijemo v zadej in rečemo, joj, se ne vem, kaj si želim. Pač, če želiš živeti življenje uspeha, potem moraš biti toliko iskren sam s sabo, da si jasno poveš, kaj si želiš. Ker če si ne boš jasno povedal, kaj si želiš, potem pozab, da boš do tja prišel. Zaradi tega, ker fokus je tisto, kar nas pripelje do našega cilja. Ne? In velikokrat gledamo ljudi, ki so uspešni, ki jih mi vidimo kot uspešne in se nam zdi, wow, full fine, on ima pa vse to. Ampak ne zavedamo se, pa da so ljudje prišli do te točke, so mogli full fokusirati svojo energijo. In vam sama povem iz lastne izkušnje, ko sem jaz začela 10 let nazaj kanalizirati duhovne vodnike v moji domači dnevni sobi, za moje najbližje in za mojo družino. Takrat sem jaz želela in sem čutila, da bom jaz s svojim sporočilom dosegla veliko število ljudi. Ampak takrat to še ni bila moja realnost. Ne? Ampak sem si rekla, ok, Tjaša, kaj si želiš? In jaz sem rekla, jaz si želim imeti spletno stran, preko katere bom jaz lahko delila svoje sporočila in gor objavljala moje delavnice in jaz želim to. In kaj sem naredila? Sfokusirala sem prvo točko in prva točka je bila, kaj si želim. Želim si tako stran, želim, da to delim, In šele zatem so se lahko drugi koraki začeli. In potem sem si skreirala spletno stran in potem sem šla naprej in sem delala delavnice in so bile na začetku na delavnicah 3 osebe, od tega sta bila en mami pa en oči, moja mami pa moj oči. A razumete, ne? V bistvu uspeh ne pride takole. To je nekaj, na čemer mi gradimo, ko mi fokusiramo svojo energijo. In ni važno, kaj je tisti cilj, proti kateremu hodiš. Mogoče hočeš shujšati. Mogoče je tvoj cilj, da pozdraviš svoje telo. Mogoče je tvoj cilj, da najdeš partnerja. Mogoče je tvoj cilj, da greš letos na Ljubljanski maraton teč. Sfokusiraj svojo energijo, zato ker če jo ne boš fokusiral redno vsak dan, pač ne boš do cilja prišel. Ne? Ker v bistvu naš cilj je točka, ki jo moramo postaviti, zato da mi lažje ozavestimo korake. In če nimamo cilja, ne moramo postavljati korakov. Hvala, Janez. Se pravi, prvi korak, ki je najbolj ključen, je postavi si cilj. In ko postavljaš cilj, eno pravilo, ne pomanjšuj se. Mi včasih rečemo, želiš si top izbiro, top cilj imaš v glavi, ampak pol ne veš, kako bi ga dosegel in zmanjšaš svoj cilj. In si rečeš, ne, sej bo tole kar v redu. Ne se zmanjševati, zaradi tega, ker smo res izjemno veliki in takšno moč manifestacija imamo, da je to noro. In če ti v štartu se že zmanjšaš, ni šans, da boš dosegel ta višji cilj. A ne, to je tako, kot če rečeš, želim si 100 ljudi na moji delavnici, ampak to še ni zdaj le dosegljivo, tako da bom jaz rajš rekel, če jih bo 10, bo v redu.
pejt za svojo top izbiro. Tudi če jih bo pol 10, ampak moraš iti za svojo top izbiro, zato da si energijsko sled postaviš. A ne? In v bistvu ful je pomembno, da se zavedamo, da uspeh se gradi vsak dan, ko ti držiš fokus in delaš v smeri tega, kar si ti želiš. In v bistvu vsi ljudje, ki so uspeli, vsi ljudje, tudi te, ki mi mislimo, ja, to je zvezda postal čez noč, zato ker ga je en na YouTubeu najdel. Nihče ni postal zvezda čez noč, nihče ni uspel čez noč. Tudi te ljudje, ki so takole zasloveli in mi mislimo, wow, takole je zaslovel. Ja, takrat se mu je odprl, ampak noben pa ne ve, kaj vse je on vse prej delal, zato da je prišel do tiste točke. In v bistvu zato včasih živimo v iluziji, da so stvari, če ne pridejo v prve, ali pa v druge, ali pa v tretje, pol pač ne bo prišlo, ali pa to pa ni zame, ne. In kar jaz vidim, in to bom zdaj rekla prav tako za Slovenijo, kar jaz vidim, je, da smo Slovenci v bistvu ful leni, ne. In mi se imamo, da smo ful priden narod, ampak v bistvu smo precej leni in če nam ne rata v prvo, smo že neki jamramo in to se ne da in pa kar odnehaš, ne. In to imamo mi neko tako kolektivno zavest tukaj, ki prav je čas, da jo mi malo obrnemo, ne. In v bistvu premalo sebe damo noter v svoje projekte in potem smo razočarani, ker ne uspejo, ne. Pač jaz tako ena stvar, ki vem, da je lastna moji duši, je to, da v bistvu ful želim navdahniti ljudi za akcijo, za aktivacijo v življenju, ne. Zato, ker pa aktivacija ne pomeni samo delo, aktivacija je tudi skrb za energijo, da ne bo pomote, ne. Zato, ker pač meni res ni jasno, pač jaz tega nimam v sebi, mislim, ni mi jasno, da v bistvu imaš nek cilj in pol pač ne greš proti njemu, zato ker meni je tako, jaz bom vse naredila, da bom do svojega cilja prišla. Meni je to, da lahko sem aktivna, da lahko dam od sebe, da sem v tej energiji kreiranja, to mene napaja, ne, to sem jaz. Verjamem, da marsikdo nima te energije tako močne ali pa ni izrazita v tem obdobju, nič hudega, ampak za vse nas velja, če mi želimo pride do svojega cilja, je prva jasnost, ki jo moramo imeti, kaj za vraga ta cilj je. In drugi korak, ki je v bistvu ta, da se mi temu cilju predamo. To pa pomeni, se pravi, prvo je, da definiraš svoj cilj. Druga stvar je, predaj se temu cilju. Kaj to pomeni? To pomeni, da moraš dobesedno sam s sabo se zmeniti, a boš hodil proti njemu ali ne boš. Se pravi, mi, a ne to, kar sem prej rekla za Slovence, pa nočem obsojati, ker ne gre za to, da bi jaz kritizirala Slovence. Hočem samo pač pred oči postaviti, da včasih mi mislimo, da delujemo drugače, a v bistvu delujemo pač leno, ne. Se pravi, mi hočemo, ne, ti hočeš shujšati, recimo, hočeš shujšati. In ja, imaš cilj in si želiš, ne. In drugi korak je, da se temu predaš. To pomeni, da ti dejansko prevzameš to, da rečeš, ja, jaz se bom zdaj tega lotil, bom najdel načine, da jaz do tega pridem. Ne, da boš ostal samo pri želji, ampak da dejansko izbereš to, da se odločiš za 100%, jaz to bom. In mogoče se sliši to ful smešno, ja, predaj se, sej verjetno, če si želiš cilja, se mu boš predal, ampak ni res. Zaradi tega, ker ko se vprašaš, a sem se res pripravljen temu predati, za kakšen cilj ti bo tako? Ne da se mi s tem ukvarjati. In je tudi v redu, ne, pač to ni cilj zate, v redu, boš nekaj drugega zmanifestiral, ne. Ampak, ko govorim o tem, a si se pripravljen temu predati, je, a si pripravljen vložiti svojo energijo v to, svojo aktivnost v to, a si pripravljen to roditi, ta cilj roditi, ne, ker to je v bistvu kreacija, da mi pridemo do tega, to je kreacija, ne. Tako da, ko imaš cilj definiran in ko ti je jasno, kaj bi rad, pač sam pejt vase in se vprašaj, a sem se pripravljen podati na to pot. In
takrat, ko boš res izbral iz sebe in boš rekel, ja, sem pripravljen na to pot in sem pripravljen do tega cilja pridati, v bistvu, ko se boš ti zares za to odločil, kar se bo zgodilo je to, da se ti bodo začele odpirati poti. Se pravi, rekli smo, prvi korak, jasno definiraj, kaj si želiš. Drugi korak je, res se vprašaj, a se boš predal temu. Ne? In potem je tretji korak izjemno pomemben. Vsi so pomembni, ampak, ok. Tretji korak je, da začneš iskati poti do tja. Kaj mislim s tem? Se pravi, če jaz želim shujšati, da bom tak primer dala, jaz želim shujšati in se vprašam, ok, kako se želim v telesu počutiti. Jaz definiram, kako se želim v telesu počutiti. In vedno, dragi moji, zapišite si svoje cilje. Ni dovolj, da jih imamo v glavi. Zato, ker šele takrat, ko jih mi napišemo, ta stvar iz energije, iz vibracije pride v realnost. In to se sliši ful smešen, ampak to tako je. Če stvari ne napišeš, je kot da je ni. Zato jo moraš napisati in rečem, ok, jaz se želim v svojem telesu tako počutiti. In potem se vprašam, ok, Tjaša, si se res pripravljena predati temu, da stopiš na pot, ki te bo do tega pripeljala. In si rečem, ja, sem, res si tega želim. Tretji korak je, da si rečem, ok, katera pot me bo pripeljala do tega? Oziroma, tretji korak je, da najdem pravo pot, ki me bo pripeljala do mojega cilja, ki pa ni nujno vedno najbolj logična pot. In tukaj zdaj v bistvu pri tretjem koraku se bomo najbolj ustavili. Se pravi, recimo, moja prva misel bi lahko bila, ok, zdaj, ker hočem shujšati, to pomeni, da moram manj jesti. Ok, to je ena pot, ki me pripelje do tega cilja. Ampak, a je to res pot, ki z mano vibrira? Ne? Rečem, ne, ni, ker jaz rada jem. Ok, dober, kaj je pot, da bi me še do tja pripeljala? Kaj pa, če povečam fizično aktivnost, pa grem večkrat na telovadbo? Ok, to imam rada telovadam, ok, rada se gibam, ampak kako? Jaz v fitness glih ne bi hodila, kako? Kaj pa, če bi plesati začela? Ok, ples bi šel. In se začneš ti sam s sabo pogovarjati o tem, kaj so mogoče poti, ki bodo tebe pripeljale do cilja. Zato, ker poglejte, mi veliko ciljev ne dosežemo, zato, ker pot ni skladna z nami. In to je fora teh novoletnih zaobljub. Ti si že lahko želiš, ampak če ti izbereš napačno pot do cilja, ki tebe ne podpira, v kateri ti ne uživaš, ti nikoli ne boš prišel do cilja. Se pravi, res je to pomembno, ne samo, da vemo, kaj je naš cilj, da izberemo pot do tja, v kateri bomo mi uživali, pot, ki nam bo prinesla največ, sama pot, da nam bo prinesla največ, da bo tudi sama pot doživetje. Ker če mi hodimo po poti, ki nas ubija, bomo slej kot prej nehali hoditi po tej poti in bomo rekli, pusta cilj, ne da se mi, ne? Se pravi, res je pomembno, da vzameš bel papir in dajte pisati na belih papirjih, ne na črtastih, ne na karo, bel papir, ker kaj se zgodi z našimi možgani? Če smo mi v črtah ali pa v kvadratkih, mi postanemo manj kreativni. Če smo pa mi na belem papirju in če imamo svinčnik v roki, ne na računalnik, svinčnik v roki in imamo bel papir, se nam začne kreativnost vklapljati. Zato, ker lahko tudi nekaj nariščaš, pa nekaj tako postran napišeš in se ti dejansko začne vklapljati tvoja kreativnost. A ne? Se pravi, vzameš bel papir, napišeš svoj cilj, kaj je tisto, kar želiš doseči in samo začni pisati opcije, poti, ki jih ti poznaš. Recimo, lahko bi manj jedla, če hočem shujšati. Lahko bi, več telovadila. Ok, kaj pa bi lahko telovadila? Ali pa tudi, kar bi jedla. Kaj bi res lahko jedla, da bi mi bilo boljše? Mogoče ni fora, da manj jem, mogoče je fora, da jem večkrat pomal, a ne, recimo. Se pravi, začni razmišljati o vsem tem, kar ti že veš, znotraj tvojega znanja, ki ga imaš, kaj so možne poti. Ker nas največkrat zafrkne to, ker si rečeš, ni druge opcije. Ne, ni druge opcije, ne da se. Ampak v bistvu je toliko drugih opcij. Toliko je opcij, samo če si jih pripravljen iskati, jih boš pač našel. Ne? In jaz lahko rečem, ok, kaj so še možnosti? Jaz bi rada, na primer, izgubila nekaj kilogramov,
Ena možnost je, da nekaj naredim na prehrani. Ok, kaj še možnost? Telovadba. Kako bi rada telovadila? Kaj me podpira? Aha, to me podpira. Ok, kaj so še tretje možnosti? Dobro, mogoče bi pa lahko poslušala tudi meditacijo, ki bi mi prinesla več pritoka v telo, da ne bi imela potrebe v bistvu se čustveno hraniti, ne? Se pravi, s čim je vse moja teža povezana? Aha, povezana je s tem, da jem zaradi tega, ker recimo nisem prizemljena, to je ena stvar, ki pri meni je velik problem, ko se povezujem z angeli tok in se ne prizemljim, jaz hočem jesti in se lahko nažiram s hrano, ne? Pač sem že ugotovila, da to ni rešitev, ampak hočem povedati to, da začneš na svoj cilj gledati iz vseh možnih poti. Lahko je tvoj cilj avto, da si hočeš zmanifestirati avto. Ok, kaj so možnosti, da prideš do avta? Ok, ena možnost je, da greš testirati vse avtomobile, ki so te všeč in so novi. Ena možnost je, da pogledaš mogoče kakšen rabljen avtomobil, ki je te všeč. Tretja možnost je, da pogledaš, obstaja kakšna nagradna igra, kjer za darilo dobiš avto. Kaj še možno? Začni iskati možnosti in samo piši na ta bel papir vse opcije, ki obstajajo. Ampak tukaj se stvar še ne zaključi. Kar počneš je, daš si nekaj dni, da ti razmišljaš o svojih poteh. In potem, kar začneš, je, da sežeš tudi v druga polja, v polje ljudi in v polje duhovnega vodstva. Kaj to pomeni? To pomeni, da rečeš, Uriel, kaj so kreativni načini, da jaz pridem do tega cilja? Daj mi povej, daj mi sporoč. In ti bo ali skozi meditacijo, ali skozi sanje, ali skozi neko osebo, ki ti bo rekla, a te to zanima in boš dobil neko idejo. Se pravi, duhovni svet bo na svoj način tebi skomuniciral. Samo prosi, da ti prinese kreativno idejo in kreativna ideja bo prišla. Ti pa ostani buden in se sprašuj in vsak dan napiši ideje, ki so prišle. Se pravi, to je ena možnost, da črpaš iz svojega znanja, druga možnost je, da pogledaš, kaj duhovni vodniki pravijo na to temo. Tretja možnost je pa ta, da začneš v svoje polje dajati informacijo. Kaj to pomeni? To pomeni, če bi jaz rada shujšala, ta primer, ki smo ga imeli, in rečem, ok, ampak jaz ne vem, katera vadba bi mene najbolj podprla. Daj bom jaz dala to v moje polje. In kaj naredim? Srečam ljudi na cesti, srečam prijateljico in rečem, jaz pa zdaj razmišljam, da bi začela z novo vadbo, a ti poznaš kakšno dobro vadbo, ne? Kaj pa ti telovadaš? In da začneš ljudi dobesedno ozaveščati v svoj eter, v svoje polje, daješ to vprašanje. Zato, da začneš dobivati iz različnih koncev informacije o različnih možnostih. Nobene možnosti še tukaj ne zagrabiš, ti samo opazuješ, kaj so mogoče poti, ki te bodo pripeljale do tvojega cilja. Se pravi, jasnost, kaj želiš, da je cilj, potem, a si se pripravljen temu cilju predati, no matter what, ne glede na vse, a si pripravljen se temu cilju predati. In najdi pot, ki te bo do tega pripeljala, ki ni nujno najbolj logična pot. In kako vemo, katera pot je najbolj prava? Če jaz želim shujšati in imam jaz zdaj tle možnosti, 10 različnih telovadb. Ena varianta je ta, da grem na vsako telovadbo in jo sprobam. Druga varianta je pa ta, da grem preprosto vase, svojo točko osebne moči na sredini trebuha in se vprašam, Tjaša, katera vadba bo tebe najbolj podprla? In bom prav začutila bom, katera je prava zame. In zdaj meni velikrat reče naš Jaka iz ekipe, reče, Tjaša, ampak kaj pa, če ne čutiš? Mogoče pa ljudje ne čutijo. Pa mu jaz vedno rečem, ni res, vsi čutimo, čisto vsi čutimo, ampak ne želimo se soočati s tem. In pa kar rečemo, jaz pa ne vem, ni res, vedno veš. In torej, kar je pomembno je, da se predaš temu procesu in da se zavedaš, da uspeh ni takole. Uspeh se zgodi, ko se vsak dan posebej predaš svoji poti. In ko ti ugotoviš v 3. koraku pot, ki te bo do tja pripeljala, imaš jih več, greš za tisto, ki te najbolj, ti je pot zanimiva, v kateri ti je pot najbolj, ne katera te bo najhitreje pripeljala do cilja, dragi moji. Ker lahko da izbereš pot, za katero misliš, da te bo najhitreje pripeljala do cilja, ampak zato, ker izbereš težjo pot, odnehaš na njej. Ker izbereš pot, ki se ti zdi lažja, boš na njej odnehal, zato ker nisi zares predan. Se pravi, kar želim povedati je to, vedno, ko hodiš do cilja,
pojdi po poti, ki te sama po sebi inspirira. Sama pot naj te inspirira. In potem boš z veseljem hodil po tej poti. A me razumeš, ne? Se pravi, če jaz želim shujšati, moram najti takšno telovadbo, pa takšno hrano, pa takšne načine doseganja tega, ki me bodo vsakič znova inspirirali, ki mi bo pot prijetna. Ja, ne bo vedno luštenjati na telovadbo, ampak če bom zbrala telovadbo, ki mi bo bolj všeč, bom večkrat šla in bom prej dosegla rezultat. In ful je pomembno, da se ne osamimo v tem tretjem koraku, ampak da res povabimo duhovne vodnike, da povabimo ljudi v našem življenju, da jih sprašujemo za mnenje, ne gre za to. Gre za to, da v bistvu mi njim povemo, kaj iščemo. In jim rečemo, ne vem, hočeš narediti spletno stran, na primer. In si rečeš, ne vem, kje ne se tega lotam. Najprej na jasnost, kakšno stran hočeš, kaj hočeš z njo doseči. Potem se odloča, se boš predal temu, da boš naredil spletno stran. Ok, bom. Tretji korak, kaj je možnost, da do te strani pridem? Ok, ena možnost je, da jo sam izdelam. Zdaj obstaja že ful spletnih podlog, da lahko sam narediš spletno stran. Ok, kaj pa, če se meni to ne da? Mogoče to ni pot zame. Kaj pa, če bi jaz nekoga najdu, ampak pa si pa ostavimo pa rečemo, jaz se ne vem, kdo to dela. Ja, dej vpraši ljudi okrog sebe, dej informacijo ven, napiš na Facebook, iščem nekoga, ki dela spletne strani, koga predlagate, ali pa ne vem. Dej aktivno informacijo razširi v svoje polje, zato ker ko bo šla informacija v tvoje polje, nekdo ti bo dal neko informacijo, iz katere si boš lahko pomagal. Ker res, ko se mi odločimo, da se bomo predali enemu cilju, bodo vedno informacije prihajale do nas, to je enkrat ena. Dokler se pa ne odločiš in cincaš, mogoče bi imel spletno stran, mogoče ne bi imel, mogoče pa ja, ali pa ne, dokler se ne predaš poti in rečeš, ja, res bom imel spletno stran, pripravljen sem na to pot stopati, ne samo želim ta cilj, ampak pripravljen sem hoditi po poti do tega cilja. Šele takrat se nam začnejo na nas kot čebelice na med informacije zbirati. Mihelca ima super vprašanje. Kaj, če so 3 področja projekti odprti? Ali izbrati le enega ali 2 hkrati, ker eden je finančno bliže kot drugi, ta drugi in tretji pa me bolj prižiga? Ok, tukaj ful dobro vprašanje. Hvala, Mihelca. Dejstvo je to, da včasih v življenju moramo stopati na točko B, predno pridemo na točko C. Se pravi, jaz, ko sem začela kanalizirati angele in jaz na začetku ni bilo to vse, kar sem počela. Jaz sem zraven še učila v plesni šoli plesati, ne? In na tisti točki mojih začetkov, pač meni moje poslanstvo, moje delo ni prinašalo takšnega priliva finančnega, da bi si jaz lahko prvošla izdelavo spletne strani, najem dvoran in tako naprej. Zato sem jaz rekla, ok, nisem še tam, jaz bom hodila proti svojemu cilju, jaz sem imela vsak teden dogodke. In sem za te dvorane, za moje dogodke plačevala iz plače, ki sem jo dobila kot učiteljica plesa. Ne? Se pravi, včasih v življenju moraš hoditi 2 poti naenkrat, zato da ena druga pot lahko zaštarta. Ker pač tako je, ne? Včasih moramo iz nekje druge dobiti priliv, da lahko to svojo pot začnemo napajati. Ampak na neki točki, ko sem jaz imela svoje delavnice in meditacije in to, še vedno sem pa zraven delala v plesni šoli, na neki točki sem pa zaznala, da avtomatsko se moram odločati, da zdaj hodim predolg časa obe poti in da na nobeni poti nisem zares prisotna. In ko sem se odločila, da se bom predala moji poti medija in sem pustila svoje delo kot učiteljica plesa, kar se je zgodilo je to, da sem se predala tej poti in ta pot je začela se še bolj povečevati. Se pravi, dejstvo je, ne, ta drugi korak, ki sem ga omenila, je res pomemben, da se predaš poti. In v bistvu, da res pač pogledaš vase in se res vprašaš, kaj si res želiš in se tej poti predaš. In če ti na tej točki še vedno rabiš zraven nek priliv od druge, zato da ti bo lažji, ok, ampak boš na neki točki prišla do tiste, ko boš rabila spustiti. Se pravi, kar hočem povedati, oboje je ok. Včasih rabimo več projektov naenkrat, zato ker drugega podpirajo, ampak
ko pa te začne to utesnjevati in noben projekt ne živi zaradi tega zares. In to prav čutiš, to je prav tako, kar čutiš, vse čutiš, ja, zdaj je treba narediti spremembo. Avtomatsko se moraš usedeti na raketo in jeti na tisto pot, ki tebe prižiga. Jaz sem vedno za to, da gremo na pot, ki nas prižiga, ampak vam bom nekaj povedala. To, da stopaš na pot, ki te prižiga, zahteva, da imaš jajca in jajčnike in popolno zaupanje v tok življenja. In včasih ga imamo. Včasih imamo ta jajca in rečemo, I'm all in. Cel sem noter, temu se predam in to je to. Včasih pa rabimo še malo zavore, rabimo še malo, ker naš ego rab. Pač bom povedala tako, kaj je, a ne? In v redu, dej si, mej to. Ne? Pa tudi dejstvo je, da včasih kakšen projekt še ni dovolj zrel. Tudi to je pač dejstvo. Ne, da nismo dovolj pogumni, ampak da kakšen projekt pač še ni dovolj zrel. Rabimo ga še upeljati, ne? In logično, da je nekje drugje mora prihajati priliv za to, da lahko ta projekt zapeljaš, ne? Vsekakor je pa na neki točki življenja se moraš odločiti, kaj je tvoja top izbira in v bistvu hoditi v smer svoje top izbire. Ta top izbira je lahko več stvari, a ne? Ampak se mora na nek način med sabo podpirati. Ne moreš hoditi levo pa desno, pač mora iti v isto smer. Zdenka sprašuje, kaj če imamo opravke z uradnimi institucijami in se stvari zatikajo, kako razrešimo to? Torej, v vsakem primeru je to naša kreacija, se pravi, smo mi svojo vibracijo skreirali zatikanje situacije, ne? Ker se skozi to nekaj učiš. Mogoče se učiš tega zaupanja, da bo stvar razrešena v tvoje dobro, mogoče se učiš potrpežljivosti, ne? In v bistvu dejstvo je, da mi včasih ne moramo takoj spremeniti realnosti, lahko pa vedno spremenimo pogled, kako gledamo na to realnost, ne? In v bistvu, ko se mi pomirimo, ne vem, primer, sem v postopku ločitve, mater, koliko to že dolg čas traja, sita sem tega, ne vem, karkoli, ampak si rečeš, v redu, sem v postopku, bom dovolila, da se ta postopek izpelje, kot se mora izpeljati, ampak ta čas pa je že lahko za sebe skrbim in se energijsko očistim vezi z mojim partnerjem in avtomatsko začnem skrbeti na svoje vibracije, da se negujem, da grem med nove ljudi in sebe dajem v pretok. In ko začneš spet zase skrbeti, se situacija zunaj nas dejansko začne razpletati. Čisto vse je naša kreacija. Čisto vse. To, da imamo pomanjkanje denarja, je naša kreacija. To, da imamo preveč denarja, je naša kreacija. Tudi uradne stvari, vse je naša kreacija. In v bistvu najprej je vibracija, da se pomiriš, da greš v užitek, da skrbiš zase in z te vibracije se stvari takole začnejo sestavljati. Vam tudi sama povem, da sem imela situacijo na sodišču, in jaz sem bila tako jezna, nikamor se ni premaknil, vse je šlo narobe, tako, sem bila jezna, sploh sem bila pa v prvi vrsti jezna, da sem bila na sodišču. In potem sem na neki točki prav videla in vodniki so mi rekli, Tjaša, dokler ne boš spustila jeze, se to ne bo premaknilo. In vam povem, da ko sem sprejela, da imam to situacijo na sodišču in da je očitno namen, da se s tem ukvarjam, in sem se umirila in sem spustila jezo do tiste osebe, ki me je na sodišče spravila, in sem rekla, lej, očitno rabam to z njim razrešiti, očitno je to pomembno, da se jaz naučim tega, kako uradni te postopki potekajo in da jaz v bistvu se skozi to pridobim na svoji samozavesti in vse te stvari, ki so me to učile, in da grem čez to lekcijo. In sem se samo predala poti in sem rekla, vem, kaj je moj cilj, jaz vem, kaj želim na koncu doseči, predajam se poti, ja, predala se bom poti, ne glede na to, koliko časa bo to trajalo in kaj je moja pot, ki me bo do tja pripeljala, in sem samo stopila na svojo pot. In prva stvar je bila, da je bila moja vibracija v odnosu do te osebe, ki me je spravila na sodišče, ljubezen. In včasih je preklemano težko imeti človeka rad, ki te spravi v tako situacijo, ampak na koncu veš, da to ni njegova kreacija, to je tvoja kreacija, da si ti tam. In začneš na sebi delati in začneš se poproščati in začneš sebi dajati ljubezen in se stvar dobesedno
razreši. Klara sprašuje, kako bi izbrala 3 korake, če se odločim, da bi jedla brez glutena. Rada bi pozdravila ščitnico. Ok, poglej, cilj je ščitnica. Se pravi, zdrava ščitnica. Kaj te bo vse do tja pripeljati? Ena stvar je mogoče pot, da ješ brez glutena. Preprosto predaj se temu procesu, da bi rada bila zdrava, da bi imela rada zdravo ščitnico in reči, ok, brez glutena je ena pot, ki me bo do tja pripeljala. Kaj bi me še do tja pripeljali? Kaj če bi delala, ne vem, kakšne meditacije za žleze v telesu, ne? Vsaka, ne vem, če veste, ampak vsaka čakra od teh velikih čakr na telesu je vezana na eno žlezo. Se pravi, dejansko je 5. čakra povezana z žlezo ščitnico, kar pomeni, če boš delala na izražanju in na komunikaciji in šla mogoče na pevski tečaj in začela delati na 5. čakri, bo to istočasno spodbujalo zdravljenje tvoje ščitnice. Se pravi, ni trik brez glutena. Trik je zdrava ščitnica. Kaj me bo pripeljalo do zdrave ščitnice? In se začneš iskati poti do tja. Ne? Ok, kaj je za odlašanjem? Kako je, če veliko stvari odlašamo? Odlašanje se zgodi, ko se ne predamo poti. Se pravi, ko se ne zares odločimo za svojo top izbiro. Zato očitno ta stvar, ki jo odlašaš, ni zares tvoja top izbira. In je včasih res pomembno, da sam rečeš, pa res ne, ni to moja top izbira in jo spustiš in pač nehaš riniti nekam, kar ni tvoja top izbira. In pač dejstvo je to, da mi veliko stvari naredimo zato, ker mislimo, da moramo. Pa pišeš tisto magistrsko ali pa diploma zato, ker misliš, da jo moraš, ampak v bistvu sploh nočeš na tem področju delati. Logično, da ne boš motiviran, a me razumete? In pol kar odlašamo. In odlašanje je v bistvu povezano s tem, da ta stvar, ki je tam, ni naša top izbira oziroma se ji nismo odločili predati. Nismo se odločili, da se ji bomo pač predali. Oziroma, mogoče tudi pot, ki smo si zamislili do tja, nas ne podpira. Se pravi, treba tudi pot malo na novo definirati. Ok, Jelka pravi, pri meni je želja po spolnosti slaba. Zelo si želim izboljšati ta občutek, ker vem, da so posledično vsa področja na višku, ampak mi še ni uspelo. Ne vem, kako se lotiti zadeve. Ok, ful dobro, Jelka, ful dobro vprašanje. Se pravi, tvoj cilj je, da želiš, da bi uživala v spolnosti, da bi imela več te izkušnje. Ok, poglejmo, kaj so vse možnosti, ki te bodo do tja pripeljale. Ok, ena možnost je ta, da začneš, recimo, zdaj si izvedla v teh Facebook live-ih, sploh v tistem za ženske, ki smo ga imeli z boginjo Afrodito prejšnji teden, si izvedla par načinov, se pravi, lahko začneš, kupiš olje in začneš vsak dan masirati prsi in te bo to pripeljalo nazaj k tebi. Ena varianta je ta, da se začneš več družiti z ženskami, ki imajo to energijo v sebi in se malo z njimi pogovarjaš o teh temah, kaj njim všeč, kaj one počnejo, da dajo sebi to energijo. Ne? Ena varianta je ta, da greš na neko vadbo, recimo, da greš na kakšen ples ali pa, ne vem, neko tako vadbo, ki bo tebe priklopila. Recimo, jaz osebno hodim na vadbo senzualnega plesa ob drogu in je tako nekaj najboljšega, kar sem v življenju. Najboljša stvar na tem svetu, res, pač zame, meni je to ogromno dal, ne. Se pravi, kaj sem naredila v situaciji, ko mi je življenje prineslo priložnost, da bi še malo delala na svoji ženski energiji, še na drugačen način, mi je prišla informacija, obstaja ples ob drogu, senzualni ples ob drogu, ki je zelo ženstven, ki dejansko zbuja ta pravi žensko energijo, ki ni samo neko, ne vem, striptiz, ne, ampak je dejansko neko lepo ženstveno potovanje v svojo lastno globino. Toliko je možnosti. Ena možnost je ta, da si kupiš olje in se začneš vsak dan masirati in začneš delati dihalne vaje, da se sprostiš, da poslušaš meditacijo boginje Afrodite. A vidite, koliko je možnosti, ne? Se pravi, začeti je pa treba vedno v sebi, v tem kako daš lahko sebi, da se premakneš naprej, ne? Mi pa vedno gledamo prvi korak, kako bom jaz se premaknil naprej do te stvari. Ne, daj najprej sebi, kako bi ti sebe prebudil, podprl, da začneš hoditi proti tej poti. Tako da opcije ful, izberi eno od teh ali pa naredi svoj seznam, samo začni se o teh stvarih spraševati in ful pogumno, da si na to pot stopila in prav tako ljubčki in čestitke in hvala, da si to delila z nami.
Klavdija sprašuje, kaj se zgodi, če na poti do cilja pride do prepira, stresa, kritike, je dovoljeno, da malce popustijo živci in si ne škodiš veliko, če rečeš kakšno neprimerno pikro. Ja, stvar je v tem, da vse, kar nas ziritira, vse, kar želimo, mislimo, da moramo dati ven, zaradi tega, ker nam je drugi nekaj rekel, pa se smo z nekom nekaj skregali, se moramo zavedati, da nas je ziritirali, ker je v bistvu na našo rano pritisnili. In ni trik v tem, da se skregamo, trik je v tem, da pogledaš, kje je tvoja rana in se poneguješ. In sebi daš, ne, sebi daš. Ok, Simona sprašuje, če se je dobro lotiti več projektov oziroma želja hkrati, recimo iskanje nove službe, kušanje, nakup avta, ali se je bolje fokusirati samo na eno in je prvo zaključiti in priti do cilja. Ok, dobro je, da se nečesa zavedamo. Mi ne manifestiramo samo z aktivnimi koraki. Evo spet misel dneva, ne? Nisi tukaj zato, da delaš s silo, ampak da manifestiraš z energijo. Ful je pomembno, da vemo, da je pomembno, da ko dosegamo nek cilj, mi lahko imamo več ciljev naenkrat, ampak naenkrat, v smislu v enem dnevu ali pa v enem obdobju ne moramo imeti več kot 3 fokusov. Ne moramo, ker se energija razprši. 3 lahko zdržujemo, 3 fokuse lahko zdržujemo, več kot to pa ne. Zato v bistvu, ja, ti lahko istočasno kupuješ avto, hujšaš in iščeš novo službo, ampak morate tudi to vedeti, da ko se proti enemu premikaš, ker držiš vibracijo pretoka gor, se tudi k ostalim premikaš. Ja, mogoče ne boš isti dan šla na testno vožnjo in na telovadbo in iskala službo, ampak v nekem obdobju, 3-mesečja recimo, pa definitivno lahko hodimo proti večjim projektom naenkrat. Najbolj je pomembno to, da se zavedamo, aktivacija je vedno pomembna, ampak če ni v spodaj energije, vibracije, ki bi aktivacijo podpirala, je brez veze, da delaš kakršenkoli korak. Se pravi, ja, pomembno je, da najdeš pot, ki te bo do tja pripeljala, ampak na tej poti je pomembno, da ti ves čas zase skrbiš, je pomembno, da ves čas daješ sebi, zaradi tega, da je tvoja vibracija visoka, zato da se ti lahko stvari sestavljajo. Tako da ja, do 3 fokuse naenkrat lahko imamo, če jih je več, se energija razprši. Tatjana sprašuje, kako priti iz megle, da dobimo bolj jasne odgovore in čutenja. Definitivno solni peeling, redno meditiranje in pa veliko več tišine, v smislu tišine, da nisi ves čas v nekem džumbusu, ko si v avtu, radio, ko si zunaj radio, skozi neki, da si daš več tišine, zato da se ti dejansko glava umiri. Začni s tem. Ok, kaj je s tem, ko obudimo, ko zgubimo fokus, ko obupamo in potem opustimo in potem spet isto željo obudimo? Najprej, dajmo biti ljubeči do sebe. To se nam bo marsikdaj zgodilo, vsakmu se to dogaja, da pade ven iz nekega toka in rabi nazaj spet padati. Najslabše, kar lahko naredimo, je to, da se obsojamo in se kregamo in dajemo nase nalepke, spet mi ni uspel, tralalala. Ko padeš ven, prepoznaj, da v bistvu padamo ven iz tega, da hodimo proti svojemu cilju, padamo ven zaradi tega, ker smo na neki točki ali izbrali cilj, ki ni skladen z nami, se pravi, da to ni naša top izbira in na neki točki pač ta stvar ni več top izbira. Se pravi, a sem imela jaz kakšen tak primer? Zdaj se ne spomnim. Ampak, ja, no, ok. Lani sem ful želela si kupiti oziroma zmanifestirati nov avto. In sem ful, ja, jaz bom avto. In sem hodila na testne vožnje, sem gledala, kateri avtomobili so mi všeč na cesti. Ful sem imela to v fokusu in polkar naenkrat sem nehala. Vse mi je minil. Zakaj? Zato, ker dejansko v tistem obdobju so druge stvari dobile mojo pozornost, ki so mi bile bolj pomembne. In mi je Celestial tečaj za kanaliziranje, ker sem ga imela, toliko energije sem tja vložila, da nisem mogla zraven držati pa še te manifestacije. In kaj sem naredila? Prepoznala sem, ok, v tem obdobju to ni moja top izbira in sem samo spustila. In do zdaj, do danes še nisem zagnala tega motorja. In sem rekla, ko bo pravi trenutek, bom se lotila tega.
Se pravi, ful je pomembno, da se zavedamo, da v življenju prihajajo procesi v valovanjih in je vsako obdobje prinese novo energijo. In včasih imamo nek cilj, ful ga čutimo in je super, da se mu predamo in da hodimo proti njemu, včasih ga pa ne čutimo. In je okej. In moramo tudi sami sebi dovoliti to, da v nekem obdobju pač ni ta cilj naša top izbira. In ne silimo se, da hodimo proti njemu. Ne? In da v bistvu si damo to lahkotnost, v redu, to ni več moja top izbira, bom to zaenkrat dal na kraj, kaj pa je moja top izbira, ker vedno pa nekaj je top izbira. Ne? Tako da v bistvu, ko bo pravi trenutek, boš itak začutila, ker bo spet prišla želja, želim to. In samo začni. Če pa vedno redno padaš ven, v smislu, da isto stvar začenjaš, pa padaš ven, pa začenjaš, pa padaš ven, je pa definitivno verjetno to povezano s tem, da pot, po katerih hodiš do tega cilja, ni usklajena s tabo. Se pravi, pot je toliko pomembna. Zato, ker če hočeš ti, naprimer, kot smo prej rekli, primer, shujšati, in če hodiš po poti, ki tebe ne podpira, v kateri ne uživaš, ne boš prišel do cilja. Pot je izjemno pomembna. Dober, torej, kaj je najbolj bistveno danes? Dajmo ozavestiti to. Prvo, določi svoj cilj in ga jasno definiraj, zato da boš res vedel, kaj je tisto, proti čemur hodiš, kako se želiš tam počutiti, kakšni so občutki, ki objemajo ta tvoj cilj. Drugo, predaj se mu. Zares se vprašaj, a sem se pripravljen predati temu, da bom do tega prišel, ne glede na to, koliko časa bo trajal, a sem pripravljen stopiti na to pot, a je to moja top izbira. In če je, kljukica narejena za drugo točko. Tretji korak je, da se vprašaš o poti. Seveda, potem naslednji korak je, da to pot začneš hoditi, ampak v bistvu te 3 koraki so ključni za tvoj začetek. Da se vprašaš, kakšna pot me bo do tja pripeljala in tako kot smo rekli prej, bodi kreativen, išči opcije malo morje, ne vzeti samo prve, zato ker ti je najbolj znana, ker če pot ne bo usklajena s tabo, če ne boš na njej užival, ko jo boš hodil, boš slej kot prej nehal hoditi po tej poti. Brez veze, da zgubljamo energijo za cilje, ki niso naša top izbira. In sam toliko energije imamo, kakor jo imamo. In to energijo je treba kvalitetno vložiti. In ne moreš delati vsega na tem svetu. Lahko pa dobro in kvalitetno delaš tisto, kar je tvoja top izbira v posameznem trenutku. In v bistvu, ko si izbereš svoj fokus, ko izbereš, kaj je tvoj cilj, in ko izbereš pot, ki te veseli, ki ti je prijetna, mogoče kakšna stvar ne bo prijetna. Verjemite, tudi meni kakšna stvar ni prijetna. Jaz, ko sem takrat potem postavila svojo prvo spletno stran, kot sem prej razlagala, jaz nisem imela pojma o spletnih stranih. Jaz sem se mogla vse na novo naučiti, da sem sama lahko svojo lastno spletno stran moderirala. In takrat mi je bila to največja groza. Zdaj, ko obvladam te stvari v zadnjih spletne strani, sem ful vesela, zaradi tega, ker sama lahko kadarkoli svojo spletno stran posodobim, spremenim stvari, nad katerimi imam jaz vpliv. In sem bila ful vesela, zato ker veliko od vas je rekel, Tjaša, koga si najela, da so ti tako lepo novo spletno stran naredili, katera agencija je zadej. V resnici pa ni bilo nobene agencije zadej. Pač jaz in moja ekipa smo vse sami postavili, kje si želimo kakšno stvar, kako želimo, da zgleda. In to je bilo čisto naša kreacija. In v bistvu, včasih v življenju, zato da boš prišel do nekega cilja, bo neudobno, ker boš šel v neko polje, ki ga ne poznaš. Ampak ko se predaš cilju, ti je vsem. Zato ker si rečeš, jaz si to res želim. In si pripravljen iti tudi v neko neznano polje, da zrasteš in se novih stvari naučiš. Tako da vam ne bo težko se soočiti z neznanimi stvarmi. Vsaka stvar ti nekaj prinese. In v bistvu, mogoče ti je najbolj grozen, hočeš narediti nekaj na svoji vidnosti, pa ti je najbolj grozen prvi Facebook live posnet. Ali pa narediti svoj video, pa ga objaviti na internet. Moj prvi video je bil katastrofa. Je bil takšen, kakršen je takrat lahko bil. Zdaj pa vsak boljši. In to pomeni tista druga točka. A se boš predal temu? Če se odločiš predati, pa si tam. In
Tudi če je kakšna stvar neudobna, ker ni v življenju samo udobja, ker tam, kjer je obdobje, tam ne rastemo. Ne? In v bistvu je res ful pomembno, da se predaš svoji poti, tudi če to pomeni, da te bo kdaj vrgla v neko neznano okolje, definitivno te bo vrgla v neznano okolje, ampak saj zrastel boš, saj razširil te bo to. In na koncu, ko cilj dosežeš, vidiš, da se sploh nikoli ni šlo za cilj, ampak da se je šlo vedno za pot. Hvala lepa za vse, kar mi pišete. Hvala. Sem ful hvaležna, da dobivam od vas feedback in da me čutite. Ok. To je to, dragi moji. Čau!